Pozdravljeni! V tem posnetku si bomo pogledali drugi Gaussov zakon v potrošnji. Pa začnimo v začetku. Začnimo s krivuljo ravnodušnosti. Krivulja ravnodušnosti predstavlja kombinacije količin dobrin x in y, ki imajo skupaj za potrošnika enako skupno koristnost. To pomeni, da nam krivulja ravnodušnosti pove vse kombinacije količin dobrin x in y, med katerimi je potrošnik ravnodušen. S katerokoli kombinacijo dobrin x in y na indiferenčni krivulji bo potrošnik dobil enako skupno koristnost. Posamezna točka na indiferenčni krivulji pa nam predstavlja posamezno kombinacijo količin dobrin x in y. Za več informacij si pogledajte posnetek, link do katerega najdete v opisu. Njena oblika je taka, kot je prikazana na zaslonu. Naklon krivulje ravnodušnosti je v vsaki posamezni točki razmerje med mejno koristnostjo dobrine x in mejno koristnostjo dobrine y. Ker se mejni koristnosti spreminjata, se naklon krivulje spreminja. Krivulja ravnodušnosti nam predstavlja subjektivno razmerje med dobrinama x in y, torej subjektivno razmerje med njunima koristnostima. Medtem, ko nam dohodkovna premica predstavlja njuno tržno zamenljivost, torej po cenah teh dobrin na samem trgu. Dohodkovno premico narišemo tako, da najprej narišemo najvišjo količino, izračunamo najvišjo količino dobrine y, ki jo lahko kupimo z danim dohodkom. Najvišjo količino dobrine y, ki jo lahko kupimo z danim dohodkom, dobimo na osi y in jo dobimo z razmerjem med dohodkom in ceno dobrine y. Nato fiksiramo še najvišjo količino dobrine x, ki jo lahko z danim dohodkom kupimo, torej razmerje med dohodkom in pa ceno x. Ta točka pa leži na premici x. Zakaj te dve skrajni točki ležita prav na oseh? Zato, ker želimo kupiti izključno eno dobrino in nič količine druge dobrine. Ko imamo definirani ti dve, skrajni točki, enostavno narišemo premico, ki povezuje te dve točki. Kot rečeno, lahko naklon, dohodkovne premice enostavno izračunamo iz razmerja med dohodkom in pa ceno dobrine y in pa dohodkom in ceno dobrine x. Dohodka se pokrajšata in dobimo ceno x skozi ceno y kot naklon te premice. Ceni sta fiksni, se ne spreminjata, zato govorimo o dohodkovni premici in ne o krivulji, kot govorimo pri krivulji ravnodušnosti. Če želimo izpeljati za dohodek, pa vemo, da je količina dobrine x krat cena x plus količina dobrine y krat cena y v vsaki posamezni točki definira, kakšen dohodek imamo. No, in če zdaj oba grafa združimo, torej želimo doseči enak naklon obeh grafov v neki točki, torej želimo, da je naša subjektivna zamenljivost dobrin enaka tržni zamenljivosti dobrin, izenačimo navedena naklona, se pravi mejna koristnost dobrine x skozi mejna koristnost dobrine y in pa cena x skozi cena y. Enačbo preuredimo v enačbo mejna koristnost dobrine x skozi cena dobrine x je enaka mejni koristnosti dobrine y skozi cena y in tako dobimo drugi Gaussov zakon v potrošnji. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in pogledali ta video. Tudi upamo, da smo vam uspešno razložili snov. Vkolikor vam je bil video všeč, ga všečkajte in se naročite na naš kanal. Se vidimo!